nov predlog obdavčitve za kriptosredstva imamo. To je zdaj že, mislim, da tretji poskus, ne prej 10%, zdaj kar 25% na odsvojitev kriptosredstev. Kaj se ti zdi, kakšno je tvoje prvo mnenje? Morda bi si želela, da bi politika malo bolj se pogovarjala z nami oziroma s predstavniki skupnostjo. V Sloveniji se mi zdi, da bi se po eni strani lahko tudi zgledovali po določenih državah, recimo Češka je uvedla zelo nizke davke. Ko pa Evropska unija misli na CBDC-je, sploh veliko se govori o digitalnem evru, ne vemo, da v ZDA so jih popolnoma prepovedali, ne zaenkrat, mi se pa kar hitro gibamo v to smer. Bi rekla, da ravno spet z novim mandatom je spet prišla želja po temu, da se to uvede, sploh digitalni evro. Trendi grejo v smer, da je tokenizacija nekaj, kar je zanimivo, oziroma real world assets in tako dalje. Tako da tukaj se mi zdi, da bi se dalo videti še kaj zanimivega. Koliko mi rečejo, ko grem recimo v druge države, mi rečejo, kaj se dogaja v Sloveniji, vi imate neko slovensko kriptomafijo. Kateri so pa 3 projekti, ki jih ti spremljaš z veseljem? Lepo pozdravljeni v novi epizodi Inkrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes v studiu gostim gospo Marino Markežič. Lepo pozdravljena. Marina je pravnica in ena izmed vodilnih evropskih strokovnjakinj za regulacijo blockchain tehnologije. Je soustanoviteljica in izvršna direktorica Evropske kriptoiniciative s sedežem v Bruslju, ker si prizadevajo za uravnotežen razvoj zakonodaje na področju digitalnih sredstev v Evropski uniji. Je pa tudi članica Blockchain Think Tanka Slovenije, ker stremijo k povezovanju, izobraževanju ter vzpostavljanju blockchainu prijaznega okolja v Sloveniji. Danes se bo pogovarjala o razvoju evropske kriptoregulacije, izzivih in priložnostih, ki jih prinaša uredba MiCA, vplivu zakonodaje na inovacije v blockchain industriji, digitalnem evru ter drugih tematikah. Pa še enkrat lepo pozdravljena v našem studiu. Sem vesel, da si vzela čas, pa mogoče res najbolj, da kar začneva z vprašanji. Povej mi, kaj me je zanimalo, kako si ti kot pravnica se znašla sploh v svetu blockchain tehnologije pa kriptovalut? Kdaj si videla, da je to področje, ki te zanima? Hvala za vabilo najprej in to vprašanje je vedno tako zanimivo, ker enkrat okrog leta 2015, bi rekla, smo začeli z enim projektom, ki se je imenoval Conda Crowd Investing in takrat so razni projekti prišli do nas s tem, da smo jim pomagali zbirati sredstva preko crowdfundinga oziroma crowd investinga, tako kot smo ga takrat imenovali. In en projekt je prišel in je razlagal ene stvari in takrat je bilo prvič, da smo potrebovali 1, 2, 3 sestanke, da smo dejansko razumeli, kaj ta projekt dela. In uporabili so besedo blockchain. Kolikor bi zdaj ocenila tisti projekt, ne vem točno, če še deluje, obstaja, ampak oni so delali neko tako libro oziroma nek stablecoin, ki je bil backed s 6 različnimi fiat valutami in zlatom. Tako da takrat sem prvič 2016 slišala za blockchain. Zanimivo. In od takrat naprej nekako spremljala. Takrat nisem še delala prav za blockchain, 2017 je bilo prvič, da sem se pridružila enemu projektu, ampak takrat sem pa prvi slišala. Ja. Kaj pa zdaj, mogoče se še spomniš s tem projektom, se še kaj dogaja? Ne bi vedela, nimam, mislim, če bi bil uspešen, bi vedeli zanj. Bi vedeli zanj, verjetno. Ampak zanimivo. Ti si pa tudi soustanoviteljica Evropske kriptoiniciative, ne? Sedež imate v Bruslju. Povej mi, kako je pa ta iniciativa nastala, kdaj, kakšni so njeni glavni cilji, malo o tem. Ja, to je tudi zanimiva zgodba, ker recimo takrat leta 2017, 18, 19 sem hodila po raznih dogodkih in ko so celo v Berlinu recimo pravniki govorili o kriptu, je bilo vedno večinoma ameriški pravniki. In takrat sem se pogovarjala s kolegi, ki so bili iz Nemčije in iz Francije in drugih držav, zakaj nimamo eno tako organizacijo, ki združuje vse evropske pravnike, da govorimo o tem, da se dejansko pogovarjamo, v katero smer gre regulacija. Takrat je bilo še vse na ravni držav. Torej Francija se pogovarjala o nekem svojem okvirju, Nemčija o svojem in mogoče Malta se mi zdi, da takrat, mogoče par ostalih še, ampak kolikor vemo, ni bilo ravno taka najpomembnejša tema. In takrat sem stopila v stik z raznimi kolegi, ki delajo na tem področju in smo nekako ostali v stiku, smo se pogovarjali in leta 2020, septembra, ko je pa MiCA prvič nekako bila objavljena. Mislim, da en teden pred javno objavo so dejansko
objavili tudi ta dokument, ki je bil neuradna objava, torej nekdo je nekako likal ta dokument. Smo se takrat poklicali z ostalimi kolegi, ki so tudi soustanovitelji in smo rekli, ja, očitno zdaj je potrebno delati na evropskem nivoju. Prebrali smo Miklo in smo bili malce zgroženi, ker nismo pričakovali v bistvu tako neko uredbo oziroma vsebino. In smo kar hitro spravili skupaj organizacijo oziroma spravili nekaj projektov, ki so nas podprli tudi finančno in smo začeli dejansko s pogovori z regulatorji na ravni Bruslja. Kako pa to misliš zgroženi? Zakaj uporabiš to besedo? Je bilo, česa niste pričakovali, recimo? V bistvu največja neka taka šok oziroma kaj nam je bilo zanimivo na začetku je bilo, ko smo pogledali, kaj dejansko obstaja v industriji in potem smo poskušali razumeti, kako bo ta uredba spremenila industrijo. In takrat smo večinoma vsi prihajali iz Ethereum ekosistema, vsaj pravniki, ki sem jih nekako poznala. In nismo vedeli, kaj se bo zgodilo recimo z DeFi-jem, kaj se bo zgodilo z raznimi aplikacijami oziroma depi, ki smo jih takrat poznali. In ni bilo nobene niti razlikovanja med centraliziranimi borzami pa decentraliziranimi recimo. Pač takih nekih osnovnih bilo in nismo razumeli, v katero smer bo šlo. In zato nekako naš cilj je bil že od začetka, da moramo zagotoviti, da bojo manjša podjetja obstajala, da moramo zagotoviti, da bo nekako ta odprt blockchain, ta sistem obstajal in pa razni depi oziroma DeFi nekako, da bo še vedno možnost, da bo ta zadeva se razvijala v Evropski uniji. Se pravi, takrat ste začeli komunicirati v bistvu z EU institucijami, zakonodajalci. Kako pa ste vstopili v stik z njimi? Kako je izgledal ta dialog? Kako ste začeli s tem? Kaj ste jim svetovali? Ja, to je dobro vprašanje, zato ker moja dva kolega, en je Simon Porro, on je iz Francije in je dejansko ustanovitelj Ethereum Francija. In je potem tudi pred tem ustanovil Adan, ki je v bistvu podobno organizacijo v Franciji. In on se je že ukvarjal s tem, ker kot verjetno naši poslušalci in vaši tudi verjetno vejo, Francija je imela pravni okvir že prej. In oni so se že prej pogovarjali z njihovimi regulatorji, v katero smer se bo šlo. Ampak takrat spet omejeno v Francijo in zato smo se zbrali nekako skupaj, da gremo skupaj v Evropo. In pa drug kolega je Florian Gratz in on je tudi v kriptu že od 2014 in je tudi ustanovil Bundesblock, ki pa je nemška organizacija. In takrat smo nekako prišli skupaj in smo rekli, mi smo nekako zaskrbljena evropska javnost. Imamo že ene 3 organizacije, Blockchain Think Tank v Sloveniji, pa potem ta v Franciji pa v Nemčiji in nekako delujemo na ravni držav. Zdaj pa vidimo, da se vse dogaja na ravni Evropske unije in se želimo pogovarjati z vami. In zaradi tega, ker so nekako pač že videli, da smo delovali na tem področju v preteklosti, potem ni bilo takih težav. Prav tako smo sodelovali in še danes sodelujemo z eno agencijo v Bruslju. Tam imajo take agencije, ki ponavadi ti pomagajo z kontakti oziroma s tem, kaj se sploh dogaja z raznimi znanimi novicami, informacijami. In v bistvu eden prvih stvari, ki smo jih počeli, je bila prezentacija o tem, kaj je decentralizirana borza in kaj je centralizirana borza, na kakšen način delujejo in v bistvu kako bi neka regulacija vplivala na oboje. Takrat je bilo nekako ravno okrog, kaj bil DeFi Summer, ali bil prej ali kasneje, ne vem točno kako, ampak DeFi je bila neka nova zadeva in nismo vedeli, v katero smer bo šlo, a bo to samo začasna stvar, a se bo razvijala dolgoročno, tako da smo nekako upeljali ta podatek oziroma to vsebino v neke pogovore, ampak smo rekli zdaj recimo, ne vem, TVL je tak, ne vemo, kaj bo v prihodnosti. In to je velik potencial. Kar smo rekli je, kar lahko vidimo, je to, da vsi nekako mlajši nadobudne generacije, ki jih zanimajo finance, grejo v to smer. To pomeni, da nekaj bo iz tega in moramo nekako podpreti evropsko tudi podjetništvo v tej smeri. Tako da ta je bil nek dialog, ampak prva največja stvar, ki smo jo organizirali, je bila ena delavnica s predstavniki parlamenta, pa njihovimi asistenti in ostalimi. Tako da smo imeli okrog 90-100 ljudi na tisti delavnici in večinoma so bili regulatorji. Takrat je bilo lažje, ker je bilo med korono in smo bili vsi online. Ampak je res, da nekateri so prvič slišali za DeFi takrat, nekateri so slišali prvič za decentralizirane borze takrat in so uporabljali dosti vsebine, ki smo jo takrat izdali, tudi za potem nadaljne delo. Recimo v Evropski uniji je kar pomembno
ko sledimo, katera država predseduje svetu. In vmes je tudi Slovenija imela veliko vlogo v sprejemanju Mike, ampak tudi recimo Portugalska, Nemčija in tako naprej, tako da tudi predstavniki sveta so bili tam in so dejansko lahko poslušali oziroma videli in dobili neke vsebine, ki so jim koristile kasneje pri svojem delu. Ampak zelo zanimivo, ne, da praviš, kako so bili v bistvu, kot si rekla prej, da ste bili malo zgroženi, ne, da so sestavljali regulacijo, pa nekako niso sploh imeli tega glasu od industrije, ne, iz te strani, tako da po eni strani hvala Bogu, da ste vi nastopili, ne, ker Bog ve, kako bi ta regulacija izgledala danes, če se ne bi. Ne. Ampak zanimivo, ne, vi ste imeli potem kar močen vpliv pri spremljanju in komentiranju, oblikovanju te uredbe Mika, ne. Kakšne so pa recimo zdaj neke prednosti, ne? Recimo, da potem je uspelo spraviti zadevo na pravo smer. Zakaj je to pa toliko velika stvar za kripto, recimo sploh v Evropski uniji? Ja, v bistvu cel proces je trajal 5 let oziroma še več, 6 ali 7. In vem, da ponavadi kriptopodporniki so malce neučakani, kar se tiče zakonodaje oziroma sploh tega, kako je kripto razumljen in v kateri smeri se nekako regulira. Ampak večinoma je bila težava v tem, da jaz bi rekla pač čas za to, da se zares razume, kako kripto deluje po eni strani. Po drugi strani pa se mi je zdelo tudi zanimiva, enkrat sem slišala en argument na tudi enem podcastu. Tudi če bi regulatorji 100% razumeli, kaj kripto je na ravni, ne vem, nekoga, ki je en dev developer, v katerem dela že leta, mogoče bi še vedno na isti način regulirali. Zaradi tega, ker so pač drugačni interesi, niso v bistvu, nisem ta nek, kako rečemo, advocacy oziroma lobbying samo strani kriptoindustrije, obstajajo še bančna industrija, obstajajo ostale industrije, tako da nekako je stvar tudi političnega dogovora, kaj se da v določenem trenutku sploh narediti in kaj se da v določenem trenutku spremeniti. Tako da jaz bi rekla, da mogoče po ocenah prvi osnutek Mike, ki smo ga dobili takrat septembra 2020, zdaj je mogoče, ne vem, 20-30% spremenjen, ali pa še več. In to je bilo samo zaradi pač industrije. Ne moramo spremeniti 100%, ampak so pa določeni deli, ki so recimo kar spremenjeni in se mi zdi, da v dobro smer. Nekateri pa bi bilo boljše, da ostanejo, kot so bili prvotno, recimo. Zakaj je Mika pomembna na splošno? Je zato, ker je tako kot imenujemo v celotnem besedilu, je Markets in Crypto Assets Regulation, vsaj v angleščini večinoma uporabljamo. To besedilo je dejansko, jaz bi rekel, tudi na svetovnem nivoju eden izmed prvih uredb na tem področju, oziroma na splošno zakonov, ki ureja kriptoimetje, določa tudi v bistvu definicije in določa način, kako se jih izdaja, pač pravno, v nekem pravnem okvirju, in potem pa tudi vse storitve, ki so vezane s kriptoimetji, kot so borze, ne vem, razne druge stvari, custody in tako dalje. Tako da to je ena, pač se mi zdi, kar pomembna stvar. Zdaj, mogoče nekateri bi rekli, je prišlo prezgodaj, je prišlo prepozno, na to nismo imeli vpliva, na kdaj bo prišlo. Na to smo se mogli nekako osloniti na to, kar so zakonodajalci zahtevali, ampak res intenzivno delo na temu 6 let in šele letos, na začetku leta, je stopilo v veljavo. Tako da mogoče v Ameriki bomo imeli zakonodajo že konec leta, tako da tam pri njih traja par mesecev, če gre vse po sreči. Tako da tukaj je razlika. In pa ena najpomembnejših je ta, da je uredba in da ni direktiva, kar pomeni, da je naj bi v teoriji urejala identično v vseh evropskih državah, torej izdajanje in storitve, kar pomeni, da lahko katerikoli, recimo, ne vem, borza spet gre v eno državo, zaprosi tam za licenco, jo nekako potem uveljavlja tudi, če je potrjena povsod po Evropski uniji. To je res velika zadeva. Kako pa recimo Mika potem vpliva na povprečnega uporabnika kriptovalut? Zdaj smo bolj govorili za institucijo, ampak tudi do tega še pridejo. Ampak recimo, da se bodo ljudje znali bolj predstavljati povprečen uporabnik, kako bo na to vplivalo na enega, ki recimo samo poseduje kriptovalute ali pa upravlja v tem svetu neko, bolj ti si developer ali pa kakršnokoli tako delo. Ja, najprej mogoče taki uporabnik, ki, ne vem, mogoče samo ima določene kriptovalute ali pa jih mogoče izmenjuje, kakorkoli hrani.
Načeloma ta zakon ni za posameznike, ki samo posedujejo ali pa pač imajo kriptovalute. Gre pa za to, da eden od 4 ciljev Mike je bil ta, da se zavaruje posameznike oziroma kako bi rekla, potrošnike. To je bila eden najpomembnejših ciljev. Torej, s tem, da smo uredili zakon oziroma urejamo na kakšen način in katere licence potrebujejo določeni ponudniki storitve, s tem načeloma tudi pomagamo uporabnikom, ker je več informacij jasno in imamo določene garancije. In pa tudi informacije, ki so povezane s tem, ko se nova kriptovaluta izda, torej takrat morajo projekti napisati white paper oziroma belo knjigo in ta bela knjiga naj bi potem pomagala uporabnikom, da se znajo boljše odločiti, v kateri projekt investirati, v katerega pa ne. Na splošno pa bi rekla, da pač trenutno imamo posledice, ki niso ravno pravne posledice, ampak so posledice, ki so nekako bolj poslovno vezane na to, kar se je zgodilo. Torej, Mika je prišla v veljavo v začetku tega leta, zaradi raznih odločitev poslovnih, različnih, bi rekla, izdajateljev kriptoimeti. Za imetnika danes pomeni, da če si želi kupiti Tether, ga na centralni borzi ne more dobiti. Ne more dobiti. To je eden zelo konkretnih, se mi zdi, da kar pomembnih posledic. Ja. Ampak jaz se po eni strani čim boljše, da se zaščiti uporabnika, ne? Pa tudi verjetno kar nekaj teh ponudnikov, ki mogoče ne delajo na etičen način ali pa tako, kot bi morali, ne odpade tukaj, tako da še iz tega vidika smo malce bolj zaščiteni. Prej si že omenila, da je pomembno tudi, da manjša podjetja lahko delajo pod to Miko. Kaj to prav pomeni za evropska podjetja zdaj, seveda ne zelo široka uredba, ampak na kratko, zlasti recimo manjša podjetja, startup podjetja, bo sploh možno delovati pod tako kar rigorozno regulacijo? Ja, to je zelo dobro vprašanje in to je bil dejansko eden od naših ciljev skozi vsa ta zadnja leta, odkar delujemo, da ustvarimo nek prostor, kjer lahko manjša podjetja sploh obstajajo v Evropski uniji in nadaljujejo z obstojem, zaradi tega, ker nekako kripto se je začel na način, da nismo imeli nobene regulacije, nismo imeli nobene, bi rekla, jasnosti, kateri zakoni se uporabljajo in večina razvoja je šla zelo hitro. Če pomislimo v bistvu na kakšen način so projekti večinoma open source, se lahko samo kopirajo smart kontrakti, pa uporabljajo nekje drugje, pa pač ta composability, ki ga vedno uporabljamo, torej nekako, ko razmišljamo o DeFi oziroma sploh zdaj večinoma v Ethereum ekosistemu, da se smart kontrakti lahko nekako dograjujejo in so kot neke Lego kocke. V bistvu te posamezne elemente imamo že zgrajene in sestavimo skupaj dejansko lahko aplikacijo. Torej, ta del pomeni zelo hiter razvoj, po drugi strani pa ena taka omejitev, kot je regulativna omejitev, bi lahko zelo omejila ta razvoj. In v bistvu to je bil cilj. Trenutno jaz bi rekla, da vedno bolj kaže in se jasni z vsakim mesecem in vsakim letom, da bojo najverjetneje lahko samo največji obstajali. Zdaj ne govorim samo o majhnih podjetjih, ki so recimo samo tehnološka podjetja. Ta podjetja Mika ne ureja, Mika res ureja samo tiste, ki ponujajo storitve. Tako. Ampak šele tiste, ki ponujajo storitve, ki jih imenujemo recimo v angleščini Crypto as a Service Provider. Tudi tisti, ki so manjši, bojo morda težko šli skozi vse to. Ker recimo lahko povem primer iz ene iz evropskih držav, da se pač projekt, ki ga kar dobro poznamo in gre večinoma za tudi svetovanje pri recimo investiranju v kriptoimetja, so odpustili par kolegov zaposlenih zaradi tega, ker so potem ugotovili, ker jim je regulator omenil, da potrebujejo neke določene storitve za to, da bojo lahko dobili Mika licenco. Torej, vse te zadeve in točen stroškovnik je zelo težko imeti, ker se v bistvu skozi čas tudi kristalizira, kaj je potrebno vse urediti, katere mogoče neke določene storitve je potrebno tudi imeti kot podjetje, ampak problem je še dodaten zaradi tega, ker te ponudniki storitev letos nimajo samo Mike, ampak je zraven še Dora, še ena druga regulacija, ki je v bistvu malo bolj glede
glede varnosti oziroma pač te internetne varnosti, in po drugi strani imamo še druge stvari, ki so mogoče vezane potem tudi na davke oziroma komunikacijo med državami članicami in med podjetji o tem, kakšne transakcije se dogajajo, zato da se učinkovito obdavči tudi. Torej ta nek DAC 8, ki smo ga imeli, tudi direktiva, in pa še ostale. Tako da, če se vse to skupaj sešteje, pride kar veliko in na koncu ugotovimo, da mogoče nismo niti naredili vse te zakonodaje zato, da zaščitimo evropska podjetja, ampak bojo potem ameriška prišla v Evropo in bodo edina, ki si bodo lahko privoščila v bistvu biti nekako v skladu, poslovati v skladu z vsemi temi zakoni. Ja, ravno to, ker veliko podjetnikov pravi, da Evropska unija najprej regulira, potem šele gleda na razvoj pa gospodarstvo. Kako to ti vidiš? Se ti zdi, da je mogoče res malo preveč te regulacije ali res tako izrednega pomena? Je tudi hkrati možno, ne ravno to, kar praviš, da bo Evropska unija zaostala malo na področju blockchaina, zato ker je tako neprijazna, ne ta regulacija, recimo, če zdaj primerjava v ZDA, kaj se dogaja, nekako po hitrem postopku sprejemajo vse, veliko deluje z industrijo, sploh ne vsak mesec ali pa teden skoraj imajo že te okrogle mize. Kaj se ti zdi, je možno, da bo Evropska unija zaostala? Ja, v bistvu, če pogledamo, kaj se dogaja s kriptom, bi mogli tudi pogledati malo širšo sliko, kaj s podjetništvom na splošno v Evropski uniji in kako ga primerjamo sploh z ameriškim podjetništvom. Zdaj, številke kažejo in so zelo zgovorne, da v bistvu zelo zaostajamo na splošno. In se mi zdi, da nekako kriptoindustrija ne bo sledila nekemu drugačnemu trendu. Trend je podoben, se mi zdi. Nekako je bil velik poudarek na začetku tega mandata nove komisije, Evropske komisije letos na začetku leta, da se nekako uredi prostor, kjer na splošno podjetništvo se lahko razvije v Evropski uniji. In v bistvu so ene zelo zanimive iniciative, kot je tale, da se naredi 28. režim, ki bi bil nek podoben Delawareu, zato da so v bistvu ugodnejši pogoji za podjetništvo na splošno. Potem so neke ideje, da bi se zmanjšalo do 52% dejansko nekega v bistvu vse to, oziroma na kakšen način se morajo vso zakonodajo, ki jo morajo različni podjetji slediti, da se nekako zmanjša ta compliance oziroma pač vso zakonodajo, na katero morajo slediti, in pa za manjša podjetja pa 35%. Torej so neke aktivnosti, da bi se to izboljšalo, so tudi investicije v AI in tako dalje, ampak spet v primerjavi z ZDA mislim, da kar majhno povprečje. Zdaj pa, kar se tiče kripta, je tako. Evropska unija je bila veliko bolj, se mi zdi, nekako stalna oziroma je neka stalnica. Kot sem že rekla, na Miki delamo že 6 let, je bolj predvidljivo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In zdaj, ko se pogovarjam s svojimi kolegi iz Amerike, jim že rečem, mi smo v fazi, ko je kripto že reguliran. Torej, ni veliko vprašanj, na katerih moramo še odgovoriti. Večinoma smo že regulirali. Vprašanje je samo, kako bodo recimo lokalne, tako kot je naš ATVP, Agencija za trg vrednostnih papirjev, kako bojo oni nadzorovali, ali pa recimo banke, če je to v njihovem, če se država članica odloča, da bo banka tista, ki bo nadzorovala. Tako da tukaj je recimo vprašanje, in pa bi samo rada opozorila, da vem, da je veliko ljudi navdušenih nad tem, kaj se dogaja v Ameriki trenutno, ampak noben zakon še ni bil sprejet. Zdaj čakamo seveda na te stablecoine oziroma kako bojo stabilne kovance uredili. Stablecoin in Genius Bill, bomo videli, kateri bo nekako prevladal. Če prav razumem, bodo tudi šli v nek, kako bi rekla, kako reče oni, market structure, market infrastructure ureditev, tako da bodo mogoče tudi oni imeli malo več pravil, jasnih pravil, kar se tiče recimo tudi borz oziroma kriptoborz. Ampak po drugi strani pa imajo še vedno to težavo, da nimajo jasno oziroma ni jasnosti glede kateri token oziroma kriptovaluta je kriptovaluta in kaj je finančni inštrument oziroma kaj je security po njihovem. Torej utility in security. In ravno 2 tedna nazaj sem bila v Washingtonu na eni konferenci in so
pravniki opozarjali na to, še vedno imamo to težavo, še vedno se obračamo na Howey test, še vedno ne vemo, ni jasnosti in seveda Hester Peirce in vsi ostali veliko delajo na temu. Mislim, da ravno prejšnji teden je izdala nek nov okvir, po katerem bi se dejansko to sodilo, ampak še vedno ni tam jasnosti in mogoče mogoče imajo večjo možnosti zdaj za inovacijo in investicije, se kar dogajajo, kolikor sem slišala, veliko projektov se seli v Ameriko, tako da najprej bi pozorila na jasnost na tem ravno najpomembnejšem področju in druga, kaj se zgodi, ko recimo administracija Trumpa pač zaključi s svojim delom. In ali bo spet, kot je bilo prej, ali bo pač neka kontinuiteta tam tudi se dogajala recimo sploh z SEC-em. Mogoče bi samo dodala, kar nisem prej rekla med predstavitvijo Mike, da ena najpomembnejših stvari Mike je tudi ta, da smo se v Evropski uniji odločili, da dejansko večina tokenov, ki jih poznamo, oziroma kriptoimeti po Miki, so tudi pravno kriptoimetja, kar dejansko pomeni, da niso finančni inštrumenti in da niso security, ampak so dejansko kriptoimetja, kar je čisto nov sklop oziroma skupina kriptoimetij, ki ima neka svoja pravila, ampak se lahko trgujejo na borzah in ni te nevarnosti, da dejansko jih moramo registrirati kot finančne inštrumente, kar se mi zdi, da je velik napredek in še vedno danes ni te jasnosti v Ameriki in bomo videli, na kakšen način se bo to razvilo. Ja, tam se že kar nekaj časa borijo s tem vprašanjem, ne sploh Ripple direktor Brad Garlinghouse je tista svetla luč, ki se bori proti tem. Zdaj so sicer zmagali, ampak tako kot si rekla, ne, Bog ve, kaj se bo dogajalo čez 4 leta. Je pa res, da Trump v tem času lahko še kakšen izvršni ukaz podpiše in se marsikaj lahko zgodi, ne, tako kot so recimo dali v strateške rezerve Bitcoin praktično čez noč, tako da ja, administracija je v tej smeri, ne, je pa nekaj drugega potem še zakonodajna stran, no, verjetno pa ne, še nekaj časa, kakšna Legardova ne bo mimcoina naredila v Evropski uniji, to pa mogoče tudi ni tako slabo. No. Veš, kaj me je še zanimalo? Recimo Bitcoin, če pogledava malo nazaj, veva v bistvu, da je nastal, no, špekulira se, ne ve se čisto točno, ampak špekulira se, da je nastal kot nek odraz nezaupanja v centralizirane institucije. Ne. Veliko zdaj teh ortokriptašov, pa teh, ki so odraščali, nekako se razvijali s tem kriptom, nekako kritizira ta nadzor in sploh regulacijo. Ne. A je sploh kakšna možnost, da bi kriptovalute ostale neregulirane, mogoče anonimne, da bi bila to neka ta plat, ki so si želeli mogoče, da bi bil ta kriptosistem, nek svoj finančni sistem, je to sploh mogoče v tem času in svetu? Ja, to je zelo dobro vprašanje in se mi zdi, da tudi vsi, ki smo v tem prostoru že nekaj let, smo videli že v preteklosti razlike. Leta 2015-16, oziroma če sem prav, takrat nisem bila še, ne vem točno kako je bilo, ampak sem slišala, da recimo razne borze niso zahtevale identifikacije 2014, tako da še vedno je bilo možno, tudi če so bile centralizirane. Ne govorim o decentraliziranih. Takrat smo lahko tudi kupovali preko ICO-tov, oziroma kot smo jih takrat imenovali, ne, brez identifikacije in se je ta zadeva kar hitro spremenila, čeprav bi rekla, ni bilo nekega konkretnega zakona, da smo ga takrat sprejeli 2017. Ne? In zdaj nam je že normalno, da nekako obstajajo centralizirane borze in da se takrat identifikacija dogaja. In se mi zdi, da nekako nažalost, oziroma je taka realnost, da se bo verjetno podobno dogajalo tudi z DeFi-jem, z ostalimi aplikacijami. Nekako trendi že nakazujejo na to. Recimo, verjetno ste slišali za implementacijo nekako Coinbase in Uniswapa oziroma neko identifikacijo poolov takrat in se v bistvu ta nek svet centraliziranih pa decentraliziranih borz združuje oziroma pokriva. Zdaj ravno v zadnjih 5 letih poleg Mike smo delali veliko tudi na anti-money laundering package, torej
pač nekako cel paket je bil 4 različne dokumenti, mislim, da so bili 3 uredbe in 1 direktiva. To je zakon o preprečevanju pranja denarja. Tako je. In v bistvu imeli smo direktivo, uredbo, potem je še ena uredba, ki ustanavlja čisto nov organ v Evropski uniji, ki bo poskrbel za nadzor. In potem še travel rule, oziroma o tem, kar smo se veliko pogovarjali, na kakšen način se identificira posameznika oziroma prav nekako recimo da denarnico med tem, ko transakcija poteka. In v tem času smo se izborili do neke točke, ko recimo da mogoče DeFi oziroma vsaj ta peer-to-peer, tako kot mu rečemo, transactions, so izključeni iz tega nadzora, tako da če jaz pošljem tebi Bitcoin na tak način, kot da bi recimo ti, ne vem, zdaj pač posodila 10 evrov, se ne zahteva nekega nadzora oziroma pač izmenjave informacij, ampak res samo med tistimi, ki so v bistvu nekako subjekti, kar pomeni, da so večinoma tisti, ki dejansko storitev ponujajo. Tako da tukaj bi rekla, da je en velik del dela bil že narejen v preteklih 5 letih, kar smo lahko zaščitili, dejansko smo zaščitili. Zdaj pa, kar se dogaja v prihodnosti, je pa pač, se mi zdi, da so večinoma trendi. In bo večinoma nek tak, bi rekla, poslovna etika različnih projektov, ker če ravno zdaj Uniswap ponuja nekako KYC pools, očitno vidijo, da je to trend in vsi, recimo DEXi pa DeFi projekti, tudi grejo v smeri, da bojo imeli svojo profesionalno verzijo, kar pomeni, da je pač nekako vse identificirano in KYC-ano. Kar pa ne pomeni, da moramo še vedno zadržati to, kar imamo že danes in da imamo nek način, bi rekla, pač transakcije, ki ni tak, kot ga zahtevajo institucije. In se mi zdi, da to mora biti nekaj, na kar pač, na čemur moramo delati, da ostaja. Bo pa druga stvar, če bo recimo ta neka ideologija predvladala nad nekim potencialnim dobičkom oziroma poslovnimi odločitvami, ki bojo na ravni posameznih projektov. Zaradi tega, ker tudi če recimo danes gremo na Uniswap ali pa na OneInch ali katerikoli DEX, pač vseeno mora nekdo to podpirati in mora nekdo plačati, da se v bistvu da so te aplikacije sploh pač nekako updatane in da je možno tam potem tudi poslovati in seveda tudi interes, da se pač listajo tam tokeni oziroma da pač imamo tokene tam. Tako, ampak zanima me ravno ta vloga decentralizacije. Jaz sem vedno bil skeptičen iz vidika, da imamo necentralizirane močne institucije, ki pač imajo v rokah to moč in nadzor nad finančnim sistemom. Zdaj pa velika ideja blockchaina pa kriptovalute pa ravno ta decentralizacija, da je v bistvu moč bolj v vsakem posamezniku, da ni tistega centralne enote, ki govori kaj pa kako bi moglo biti. In veliko projektov, tudi enih med največjih, so decentralizirani, praktično večina, skoraj bi lahko rekel, da je. Kako pa na to gledajo centralizirane institucije? Je mogoče, če ti misliš, je prihodnost v decentralizaciji ali bojo to centralizirane institucije probale nekako preprečiti, je možen tle kakšen kompromis? Kaj meniš? Jaz bi tako rekla, nekaj je, kar si želimo mogoče, nekaj, kar pa se bo zgodilo v praksi v prihodnje. Tako da definitivno jaz mislim, da nek minimum mora biti na tem, da vsaj protokole zaščitimo tako, kot recimo je internet zaščiten in da bomo na tak nereguliran način lahko poslovali oziroma vsaj uporabljali protokole, kar mislim je večinoma blockchaine, vsaj na tem nekem najnižjem nivoju. Velikokrat tudi, ko se pogovarjamo z regulatorji, jim probamo razložiti to neko plastičnost aplikacije oziroma vse te podlage in tehnične podlage in infrastrukturo, na podlagi katerih dejansko pridemo in zgradimo skupaj neko aplikacijo, ki jo vidimo in jo dejansko uporabljamo, ampak blockchain, ne vem, layer 1, naslednji layer 2 ali pa kakršnakoli aplikacija. In to je zelo pomembno tudi za regulatorje in pravnike na splošno. Recimo, ko se pogovarjamo o tem, kako biti dejansko, kako graditi v skladu s tem, da bomo mogoče, če se želimo delati v skladu z zakonodajo oziroma v skladu s tem, kar so neki pač ideali, recimo, da industrije. In se mi zdi, da tudi je nek tak kompromis, da z regulatorji tisto, kar je
vidno uporabniku, torej pač neka spletna stran, pa direktno se povežemo z aplikacijo in tako naprej. To je nekaj takega, kar bi moralo vsaj po določenimi pogoji, ne rečem, da biti regulirano vedno, ampak vsaj pač imeti neke podatke in deliti informacije z uporabnikom, da bo vedel, na kakšen način se to uporablja, kaj uporablja in kaj ta recimo aplikacija počne. Ampak če se recimo obrnemo na Bitcoin, na Ethereum, na vse te Solana, pač res blockchaine, to je nekaj takega, kar ne moremo nikako regulirati, ker ne vemo, kako se bo razvili v prihodnosti. Dejansko morajo imeti to svobodo, da vejo, na kaj se bojo fokusirali, ker kolikor vemo, največja nekako bi rekla vrednota tudi je varnost, je ta nek cyber security, ki je neka varnost, ki tudi blockchain predstavlja za to, da pač imamo že toliko in toliko nekih bi rekla milijonov, milijard vrednosti, ki se še vedno pač nekako ni zlomila oziroma se ni shekala. Torej, to je nekaj, na kar se mi zdi, da ta skupnost veliko da in tukaj mora imeti svobodo, da deluje na tem področju. Hkrati pa pač ne bi dodalo nobene vrednosti regulacije tukaj, zaradi tega, ker pač nekako vedno regulacija gleda, kaj pa je potencialen problem, kaj je lahko potencialna nevarnost. In nevarnost tukaj je ravno ta, da pač mogoče ni varno dovolj strani nekih standardov. In tukaj inovatorji oziroma tisti, ki se ukvarjajo s tem, najboljše vejo. Zdaj pa, kaj se pa postaja z vsem drugim oziroma kaj se dogaja z vsemi drugimi zadevami, je tudi vprašanje, ker zdaj bi rekla, da s tem prvim valom vsaj v Evropski uniji regulacije, kar se tiče Mike, smo se res fokusirali samo na imetja, na kriptoimetja in smo regulirali samo to. Torej tudi recimo blockchain ni definiran v Miki, DLT je, ampak zelo na široko, kar pomeni, da večinoma distributed ledger technology, kar je nekako nadpomenka blockchainu, gre za zaprte in za odprte sisteme. Torej to je zelo na široko in to je bilo z namenom, zato da lahko kdorkoli pač uporablja karkoli. Zdaj, to zadevo smo zapakirali in je več ali manj, bi rekla, na varnem. Zdaj pa se odpira nova zadeva, ki niti ni mogoče javnosti toliko znana, ker je še vedno v nekih pogovorih v Bruslju, a se bo šlo v to smer ali se ne bo, ampak se šušlja, da se bo šlo v smer neke potencialno uredbe, ki bi potem urejala finančne inštrumente na blockchainu. Kar pomeni, da takrat moramo pa biti zelo jasni, zaradi tega, ker smo nekako bolj navajeni večjih, bi rekla, bolj zahtevnih standardov in takrat moramo biti jasni, da so odprti blockchaini tudi lahko uporabljeni v svetu finančne industrije in da niso neke zadeve, ki so mogoče specifične odprtim blockchainom, tudi omejitev, da se pač to dejansko zgodi. In verjemite, da je veliko ljudi, ki si to želi, da so samo zaprti, torej private blockchaini uporabljeni na splošno v finančni industriji in da lobirajo v to smer in da so tudi, bi rekla, mogoče neka vprašanja, a so odprti blockchaini na splošno tudi v skladu z določeno zakonodajo, recimo GDPR. Ravno prejšnji teden smo dobili recimo tudi en tak osnutek, kako oziroma na kakšen način naj bi blockchain bil sestavljen v skladu z GDPR-jem, kar so še dodatne vprašanja oziroma dodatne težave. In pa na splošno, če pomislimo na to, da odprti blockchaini imajo vse te informacije, za katere že vemo, pač javne, torej kdo je pošiljatelj, ne točno identifikacijo oziroma vsaj identifikacijo ne naslova denarnice, kdaj je bila poslana in vsota, ki je bila poslana. Torej, tako je. Če so določeni poslovni modeli, ki si ne želijo, da bi konkurenti vedeli, za katero od teh informacij, je potem tudi težava. Ne? In na kakšen način se dela na raznih inovacijah, ki bi mogoče omogočili tudi zasebnost pri tem poslovanju. Ja, tako seveda, blockchain je z idejo ravno te transparence pa sledljivosti bil narejen, ne?
veva pa, da v poslovnih vodah ni vedno to najbolj zaželjeno, ne, oziroma cilj, ampak se mi zdi, da kljub temu bi bilo smiselno, da bi se to lahko obdržalo. No. Veš, kaj me še zanima, tudi že danes si poudarila, kako zanimivo je to, kako pomembno je to, no, da je tukaj neka regulatorna jasnost, ne, da vemo, kaj sploh delamo. Kakšne so po tvoje tiste še ključne sive cone, ki jih zakonodajalci še niso naslovili, ki bi jih morali nasloviti? Mogoče si jih, ne bi rekel, da ne upajo, ampak so kar preveč kompleksne, da bi jih, morda to pride v Miki 2, je kakšna pomanjkljivost, nekaj verjetno jih je, v Miki sami, se pravi, kje so tiste ključne sive cone? Ja, jaz mislim, da smo kar veliko pokrili že z Miko samo. Kar se tiče teh glavnih stvari, večinoma smo si želeli, da to, kar je pokrito na način, da ne bi preveč omejevalo industrijo in pa da se preveč zadev ne uredi zaradi tega, ker ali ne vemo, kako urediti, ali pa pač je zadeva tako majhna še nekako, da je še v povojih in ni potrebno še tako zgodaj urejati. Tako da ena velika stvar, ki si jo tudi štejemo nekako v ponos, je ta, da smo poskušali vpeljati in smo nekako uspeli tudi na koncu ta pojem decentralizacije v Miko in da smo nekako vsaj v recitalu, čeprav ni v členu, določili to zadevo, da v bistvu decentralizirani projekti niso regulirani z Miko, kar dejansko nekako pomeni, da pač še vedno imamo svobodo ustvarjati in videti, če pač te zadeve so sploh uspešne oziroma če so nekako sploh zaželjene tudi strani uporabnikov, ampak tudi, če bi si želeli to urediti, ne vemo še na kakšen način, kako urediš, ne vem, nek DEX oziroma kakršenkoli decentraliziran projekt in ker še nekako nismo prišli do teh idej, se ta zadeva ni uredila. In mislim, da je prav, da tako tudi ostane. V pogovorih s komisijo se mi zdi, da tudi imamo neke take, mogoče nam tako malo včasih namignejo, da mogoče si ne želijo Mike 2. To je bila bolj skovanka Evropske centralne banke, ker si Evropska centralna banka morda želi malo večjo ureditev oziroma tršo ureditev tega, kar smo že naredili. Tako da jaz tega ne pričakujem, kar pa je v Miki in je potem pomeni, da bo konstantno bila neka zanimiva debata, je to, da vsakih par mesecev mora komisija izdati poročilo in temu rečemo nek tak review, torej komisija malo pogleda, na kakšen način je implementacija Mike poteka. Če so kakršnekoli težave, lahko predlaga spremembo, lahko predlaga dodatno ureditev ali pa pač pusti tako, kot je, sam pač napiše neko poročilo, ki nima pravnih posledic. Tako da ravno v tem to poročilo naj bi bilo izdano že začetku leta in je to konstantno prestavljeno. Tako da ne vemo, kdaj bomo sploh slišali za to poročilo, upajmo, da še letos. Ampak v tistem poročilu bomo jasno vedeli, ali v tem obdobju si komisija sploh želi kakršnekoli spremembe, spet, koliko razumemo, danes ne. Je pa ravno danes sem poslušala in brala tudi en članek in pač so pogovori o tem, da se morda komisija in Evropska centralna banka ne strinjata o tem, v kateri smeri naj bi Mika šla v prihodnosti, zaradi tega, ker je Evropska centralna banka kar jasna v temu, da je potrebno vzeti v upoštev to, kar Trump trenutno počne v Združenih državah Amerike in da ena taka večja podpora stabilnim kovancem, ki so podprti oziroma ki temeljijo na dolarju, pomeni tudi nek tak potencialno finančno nestabilnost Evropske unije in da v tem primeru je potrebno odpreti Miko ponovno in pogledati, ali so določbe, ki urejajo stabilne kovance, predvsem tiste, ki niso vezani na evro, ali so problematične in ali jih potrebno še dodatno urediti. In mislim, da Evropska komisija v tem trenutku se ne strinja s tem. Tako da tukaj je še nek pogovor. Ja. Zanimivo, da se ne, ker ECB bi si predstavljal, da bi bili čim bolj proti tem stabilnim kovancem, sploh če so vezani na dolar. Mi bi si želeli verjetno, da bi kakšen vezan na evro bil bolj uspešen, ker bi bilo tudi verjetno boljše za evro.
sem te pa to hotel vprašati, no, kako pa Evropska unija misli na CBDC-je, no, sploh veliko se govori o digitalnem evru, ne vemo, da v ZDA so jih popolnoma prepovedali, ne, zaenkrat, mi se pa kar hitro gibamo v to smer, no. Je to spet kakšna želja ECB-ja, kakšno je mnenje nasploh institucij glede tega? Ja, nasplošno bi rekla, da ravno spet z novim mandatom je spet prišla želja po temu, da se to uvede, sploh digitalni evro, in se že pospešeno potekajo dejansko pogovori, tudi eni pilotni projekti na tehničnem nivoju, in je to velika želja Evropske centralne banke, da se dejansko uporabi. Velikokrat je tudi nekako postavljeno v primerjavi z stablecoini oziroma stabilnimi kovanci, na kakšen način oziroma kaj je bolje za Evropsko unijo. In se mi zdi, da malo pozabijo, da obstajajo tudi stabilni kovanci, ki so vezani na evro. Tako. In dejansko obstajajo samo zaradi mike. Jaz mislim, da nasplošno trg verjetno ne bi zahteval teh stabilnih kovancev. In veliko zdaj, bi rekla, reguliranih institucij, pa tudi bank, načrtuje izdajo stabilnih kovancev, ki so vezani na evro, in je v bistvu neka digitalni evro, ki pač ni tak, ki ga vodi centralna banka, ampak je res nekako voden strani zasebnih bank, in mogoče bi malo bolj podpreti ta projekt tudi ne bi škodilo, ampak mislim, da je ta neka ideja o digitalnem evru, ki ga pa centralna banka promovira, tako močna, da jaz dvomim, da se bo nekako ustavila. No. Tukaj je kar veliko se že počne na tem področju. Ja, ker je tudi kar nekaj vprašanja, ne, se prej si omenjala GDPR, ampak zasebnosti, ko pride do teh CBDC-jev, ne, ker praktično je glavna ideja te tehnologije blockchaina, kot so že prej omenila, je prav ta transparentnost in pa sledljivost, kar pa mogoče, ko pride do čisto vseh financ na dnevni ravni, pa komu ne bi ustrezalo, da bi institucija ne vedela čisto popolno vse, kar s tem počne, ne, s tem digitalnim evrom. Tako da je veliko vprašanja glede zasebnosti, ne, in pa tudi sledljivosti. Kako ti to vidiš? Ja, absolutno. V bistvu že v prejšnjem mandatu smo se pogovarjali s komisijo na tem področju in dve naši najpomembnejši tezi sta bila ena, da se pač upošteva zasebnost, in druga je, da se pač tudi upošteva ta neka interoperabilnost oziroma kako je možno potem trgovati oziroma ne vem, lahko tudi razvijemo aplikacije ali karkoli z blockchainom in pa digitalnim evrom, kjer je vprašanje tudi na podlagi katerih tehnologij bo dejansko pač ustvarjen. In pa tukaj, kar se tiče zasebnosti, je res zanimivo, zato ker v bistvu različne države članice imajo različen pristop do zasebnosti. Jaz bi rekla, da Nemčija mogoče je še najbolj zavedna, kar se zasebnosti tiče. Mislim, da tudi zaradi tega nimamo še vedno vinjet oziroma se ne plačuje za nemške avtoceste, ker še vedno se ne morejo dogovoriti, na kakšen način najbolj pravično razporediti breme oziroma plačevanje, ker si ne želijo tega, da dejansko je nek nadzor, kje in kdaj je nekdo bil oziroma po kateri avtocesti se je vozil v določenem trenutku. Zelo zanimivo. Tako da ja, mislim, da obstaja ena oseba, ki je celo življenje zaposlena samo na tem caseu, ki v bistvu je pač konstantno se dogaja en tak dogovor in pogovori z vlado in pa potem v bistvu na ravni na sodišču. Tako da to, a pa pač kakšne druge države, ki jih to ne zanima oziroma niso tako, ne problematizirajo veliko tega. Tako da jaz mislim, da takrat, ko smo se pogovarjali že v prejšnjem mandatu, zdaj ne vem, kako bo trenutno, je bila ta meja nad tem, kaj se poroča, koliko recimo nekega digitalnega evra ima posameznik, zelo nizka. 50 evrov, 150, 100 na tak način, ker v bistvu njihov argument, enkrat, ko smo bili na sestanku, je bil, ja, če pride 3 ali 5 ljudi skupaj, vsak ima 50 evrov ali 150, s tem bi se že dalo kupiti dele in zgraditi neko eksplozivno sredstvo in se potem lahko uporabi za recimo teroristične napade. Tako da to so neki argumenti, ki so bili takrat predstavljeni. Ok, zanimivo se pravi, ampak se pa veliko razvija v tej smeri, ne? Čist za razliko od ZDA. Ne? Kako pa, če greva malce mogoče bolj na še lažje tematike, zdaj se kar obdelala tole regulacijo, se že vrneva, ampak
Ti si tudi članica Blockchain Think Tanka Slovenije. Ne? Daj mi povej, kakšna je pa vloga te organizacije, kaj delate v Sloveniji, kaj počnete v praksi? Ta organizacija obstaja že res zelo dolgo. Kot vsi vemo, smo Slovenci bili kar pionirji, kar se tiče kripta in blockchaina že od začetka. Tako da v prejšnjem mandatu je bil predsednik Peter Merc, ki ste ga že imeli tukaj kot gosta. Trenutno je Anja Blaj, ampak sodelujemo in pomagamo tudi pri tem, v bistvu, kar se da urediti znotraj Slovenije. Kot sem rekla, večinoma, odkar je bil nek pogovor upeljan strani Mike, večina res najpomembnejših odločitev se dogajajo v Bruslju, tako da nimamo veliko nekega manevrskega prostora v Sloveniji, da bi pač urejali neke zadeve sami. Je pa, se mi zdi, da bil veliko pomemben v preteklosti. Ker recimo tudi naša centralna banka, pa ATVP, nadzornik in tako dalje, so imeli veliko vprašanj okrog leta 2016 pa 2017, kar se tiče tokenov, kaj to pomeni, na kakšen način vplivajo na posameznika, a so varni ali niso. Potem kasneje so želeli imeti več informacij o nekih drugih, bi rekla, načinov izdajanja tokenov preko mogoče borz ali pa pač malo več o NFT-jih, non-fungible tokens. Tako da se mi zdi, da smo ena taka organizacija, ki se pač kadarkoli lahko obrnejo na nas in res poskušamo nekako poročati čim bolj objektivno oziroma izdati neke informacije, ki so najdejo tudi na trgu oziroma iz prakse. Se pravi, bolj svetujete institucijam, mogoče kakšen medij, če se obrne na vas v tej smeri, kako pa kaj se dogaja v tem prostoru. Kako se ti pa zdi, kakšno je pa trenutno stanje v Sloveniji glede blockchain ekosistema? Je pozitivno, se veliko dogaja, tako na podjetniški strani recimo, kot tudi na zakonodajni ravni? Ja, zdaj na zakonodajni ravni, kot vsi vejo, smo ravno fokusirani na ta zakon o neobdavčitvi v bistvu kriptovalut. Kar se tudi tiče zakonodajne ravni, bi rekla, da je dejansko zdaj pomembno za Slovenijo implementacija Mike. Torej, ne glede na to, da pač je Mika uredba še vedno, vsaka država članica ima en zakon, ki samo pač v bistvu določa način implementacije, in po tem zakonu se tudi določa recimo kazni, ker nekdo iz Bolgarije verjetno si ne bo mogel privoščiti neke kazni, ki jih mogoče Irska določa. Tako da to je potem zanimivo spremljati, kako je v različnih državah različno, in pa imamo tudi ta nek rok, znotraj katerega se dejansko pač Mika bo tudi upoštevala za tiste, ki so bili registrirani še pred uvedbo Mike. Torej, kdorkoli je recimo nekako ponujal neke storitve v Sloveniji in je v tistem registru ATVP-ja, ki je bil namenjen večinoma za preprečevanje pranja denarja, ampak se upošteva tudi sedaj. In če si v tistem registru, recimo, lahko počakaš do junija, do konca junija letos, in takrat bo Mika vstopila veljavo za tiste ponudnike storitev, drugače pa že januarja. In recimo različne države članice imajo različno dolgo to obdobje. Francija ima kar dolgo 18 mesecev, kar pomeni, da zanje velja konec junija naslednje leto. In to tudi pomeni, da mogoče Mika ravno ni, bi rekla, enako razporejena oziroma ta neka implementacija identična po evropski ravni. In pa druga zadeva, ki se tudi dogaja, je pa pač mogoče nekaj, kar ni bilo tako popularno, se imenuje DLT pilot režim, je kot nek pilotni režim za finančne inštrumente, ki jih imamo na pač spet DLT blockchainu, kakorkoli. In v bistvu tukaj je bilo kar zanimivo, ker je Ministrstvo za finance pripravilo eno raziskavo, tudi pravno, na kakšen način ta nek pilotni režim je tudi v skladu z našim finančnim ureditvijo in če je lahko se karkoli uredi na tem področju. Tako da tukaj se mi zdi, da je zanimivo, ker mogoče vsaj z poslovnega vidika trendi grejo v smer, da je tokenizacija nekaj, kar je zanimivo, oziroma real world assets in tako dalje. Tako da tukaj se mi zdi, da bi se dalo videti še kaj zanimivega. Zdaj na področju mogoče bolj poslovno oziroma katere projekte imamo, kako rastemo in tako dalje. Koliko mi rečejo, ko grem recimo v druge države, mi rečejo, kaj se dogaja v Sloveniji, vi imate neko slovensko kriptomafijo. Kriptomafijo? Kriptomafijo. V bistvu, kar mislijo, je to, da imamo veliko
dobrih strokovnjakov, ki so povsod po celem svetu in so v raznih projektih, bi rekla zasebnih, podjetniki, tudi pač pravniki, kakorkoli. Torej, kamorkoli greš, boš našel enega Slovenca, ki je zelo dolgo v kriptu in veliko ve o temu in je recimo govorec na raznih dogodkih. Kar pa mogoče smo malce zamudili, nam manjka, je pa ta podjetniški del. No. Se mi zdi, da takrat leta 2017 smo imeli neverjetno priložnost in malo nismo izkoristili in nažalost moram bi rekla, pohvaliti kar naše sosede Hrvate, ker so pa kar aktivni na tem področju. Zdaj, ne vem, kaj je razlog, ampak bi rekla, da tudi v organizaciji dogodkov, v tem, kako so povezani z svojimi regulatorji, koliko regulatorji tudi sami organizirajo stvari in pa pač nasplošno podjetništvo. Se mi zdi, da mogoče so nas prekašali tokrat. Tudi to se zgodi, ampak vse pa kar nekaj stvari tudi v Sloveniji dogaja. No, recimo bil že Stane Devič tudi tukaj z Ethereum Slovenija in pravi, da je kar velika developerjev, če ne drugih, ne morda prav tako večjih podjetij, ampak da imamo ogromno teh posameznikov, kot si prej rekla, ki so pa izjemna svetla točka v tem blockchain ekosistemu. Sam če smem dodati, to pa je res, zato ker vedno, ko greš na kakšno konferenco, slučajno srečaš nekoga, ki dela za zelo, zelo pomembna podjetja, mednarodno in se mi zdi, da v tem znanju pač res nas težko prekašajo in se mi zdi, da tudi recimo organizacije, ki jih imamo, ki pomagajo, ne vem, imamo Bitcoin meetupe, imamo Ethereum meetupe, imamo toliko ene skupnosti. Bitcoin knjižnico. Tako. In prevajajo knjige. Ogromno energije je bilo pač nekako res dano v to neko skupnost in se mi zdi, da zdaj ravno se bova danes govorila o kriptodavku, ampak se mi zdi, da na tak način v pravih trenutkih res pride ta skupnost na plan. In kot si že omenil, ne samo pač recimo developerji, ampak tudi podjetniki. To, kar imamo v Sloveniji, je na svetovnem vrhu. Tako da to se mi zdi, da je neka taka pohvala in upam, sigurno, da mogoče neka podpora tudi v prihodnosti. No. Tudi v prihodnosti s strani inštitucij. Kmalu, tudi o davku, ampak dajva še tole. Prej si mi tudi povedala, kako pomembno je sodelovanje med zakonodajo pa prav industrijo. Se pravi, da imaš prav prakso, ne zraven tudi te teorije. To pa prinaša skupine potem najboljše rešitve. Povej mi, kje vidiš te dobre prakse sodelovanja, mogoče na ravni Slovenije, mogoče na ravni Evropske unije? Se ti zdi, da je tega sodelovanja dovolj, da je to kar pogosto ali da je premalo? Najprej si mi govorila, koliko ste mogli izobraževati v komisiji ali v parlamentu. Zdaj verjetno, če bi šli v DeFi, bi imeli kar ure in ure študija, tam pa še verjetno ne bi ne vem koliko razumeli na kratko, ampak če imaš kakšne dobre prakse, kakšne primere tega sodelovanja, tega preveč, premalo, kaj meniš? Ja, v bistvu nekako tako bi rekla, da spet v Evropski uniji je kar stalnica. Torej, imamo različne organe, večinoma Evropska komisija, tam so res veliki strokovnjaki, ki že leta in leta spremljajo kripto in tudi nekako vejo, kaj se dogaja in res razumejo. Je par ljudi specifično v tistem oddelku, ki se ukvarja s financami, ki res dobro razume stvari. Potem imamo recimo svet, ki je sestavljen iz držav članic, tako da je odvisno od države članice, koliko ima neke kompetence, koliko ima nekega sploh možnosti temu slediti, ker imamo veliko drugih stvari poleg tega. Ne? Seveda. Tako da, ampak bi izpostavila recimo mogoče Francoze, ki so res vodilni v Evropski uniji, kar se tiče zakonodaje, pa tudi znanja na tem področju. Oni konstantno komunicirajo z svojo skupnostjo in tudi jo podpirajo. Vsi želijo, da bi recimo francoska kriptoskupnost bila nekako velika in pa tudi organizirajo razne dogodke. Smo pa pač povezani tudi z Evropskim parlamentom. Tam pa se mi zdi, da je zaradi tega, ker se res spreminja, vsake 4 leta pridejo recimo novi ljudje in nivo političnosti je zelo, zelo visok. Tako da v bistvu težko se z nekimi argumenti pogovarjamo v parlamentu,
ki bi bili mogoče malo bolj tehnični, ampak res moramo iti na te politične argumente. Tako. In včasih sploh, če smo povezani, ne vem, če govorimo o kriptoimetih, potem moramo res pokazati, kje je tukaj interes Evropske unije, na kakšen način lahko pomagamo državljanom in tako dalje in zakaj bi to bilo recimo nekaj dobrega. Kar se tiče pa pač ostalih, mogoče nismo omenila danes, European Banking Authority, European Securities Market Authority, ki so v bistvu nadzorniki, bančni in pa pač finančni nadzorniki Evropske unije. Oni so veliko delali na tem, kar rečemo, tehničnem procesu, v bistvu nekako drugotni proces po tem, ko je Mika bila že izdana. Imamo vsa ta neke tehnične standarde in pa neke take smernice, ki jih izdajajo in jaz bi rekla, da te so še največji strokovnjaki. Morda recimo kriptoindustrija se ne strinja z njimi velikokrat, ampak pač si lahko pogledate, greste na spletno stran ESMA, zadnji dokument, ki so ga izdali o stakingu, DeFi-ju, MEV, v bistvu res grejo v podrobnosti in so zaposleni tam že leta in morda vejo več kot kdo od nas zdaj, ker imajo toliko nekih virov informacij in pa velikokrat tudi vprašajo za feedback. Torej napišejo en dokument in rečejo, mi mislimo, da bi zadeva mogla iti v to smer, mi bi uredili to zadevo na tak način, kaj vi mislite. In v bistvu lahko dobijo tudi preko 100 različnih dokumentov. Iz velikih pomembnih podjetij, odvetniških pisarn in tako dalje. In na tak način se ogromno naučijo. Torej, nihče od nas, tudi v industriji, ne dobi toliko enega feedbacka na karkoli počne. Tako da se mi zdi, da včasih jih nekako pač ne vidimo, koliko so napredovali. Kar se tiče potem držav članic, in Slovenije recimo je pa res odvisno od kapacitete. Če pomislimo, koliko ljudi pač dela v neki administraciji v Franciji proti Sloveniji, je res velika razlika. In mislim, da vseeno imamo tukaj prednost zaradi tega, ker pač kripto je bil prisoten tukaj že toliko let, tako da tudi kdorkoli dela v Sloveniji pozna nekoga mogoče, ki dela v kriptu, mu je že to znano in to potem pomaga. Je pa res, da morda težko si vzamejo toliko časa, da res študirajo podrobnosti neke zadeve, če mogoče nimamo projekta, ki bi se prijavil na tak način. Ker si težko tudi nekako predstaviti, zakaj bi si vzemali ta čas, če mogoče pa res te projekte niso toliko prisotni v Sloveniji. No, ampak hvala Bogu, sem zelo vesel, da imamo tudi ljudi na evropski ravni, ki poznajo toliko tehnologijo. Kakšen vpliv pa imajo oni pri odločevalskih inštitucijah, recimo tudi s temi informacijami, ki jih imajo mnenje glede DeFi-ja, pozitivno ali negativno? Kaj misliš? Ja, v bistvu je tako. Vse te institucije imajo neka pravila, kako delujejo med seboj in kako vplivajo ena na drugo. In je v bistvu cel ta nek sistem dejansko kot ena država, kaj je dejansko Evropska unija, kako deluje in kdo ima katere pristojnosti. Tako da recimo Evropska komisija, parlament in svet skupaj določajo uredbe in direktive, tako da si morajo skupaj odločiti, kako bo Mika na koncu izgledala. Kar pa naredijo je, potem, ko se moramo iti recimo neko implementacijo za te standarde in pa z smernicami, pa vprašajo ESMO pa EBO, da oni grejo v to neko podrobnost in da potem določijo smernice, na kakšen način se recimo ena borza prijavi, kaj točno mora narediti, ko pač kdorkoli želi recimo listati nov token in tako dalje. Tako da tam pa potem recimo te dokumenti večinoma so bili spisani strani ESME in EBE in pa včasih komisija ima tudi pravico, da zavrne. In tukaj so te nek checks and balances oziroma te neki pregledi so in veliko teh dokumentov je komisija zavrnila, ker je rekla, ste šli preveč vsebinsko urejati zadeve, mi smo vam določili samo, tukaj dodajte samo smernice, ne pa tako vsebinsko določati zadeve, ker skoraj spreminjate Miko na način, kot ste vi tole spisali. Tako da so take debate, eni ping-pongi, kdo kaj reče, na kakšen način, ampak na koncu se mi zdi, da največjo moč nekako tudi predlagalno, ko se tiče zakonodaje, ima res komisija. Pa pejva res zdaj na to perečo tematiko, so je že ene parkrat malo potizala, ampak povej mi, kakšno je tvoje mnenje, nov predlog obdavčitve za kriptosredstva imamo,
To je zdaj že, mislim, da tretji poskus, ne prej 10%, zdaj kar 25% na odsvojitev kriptosredstev. Kaj se ti zdi, kakšno je tvoje prvo mnenje, recimo? Neka zadeva je ta, da bi rekla, da morda bi si želela, da bi politika malo bolj se pogovarjala z nami oziroma s predstavniki skupnosti, da bi v bistvu mogoče skupaj se pogovarjali o tem, da ne bi bila kot neka taka novica, ki je vse strela z jasnega, ki nihče ni pričakoval. Zagotovo, tako da tukaj mogoče malo več odprtosti bi si želeli zagotovo. Zdaj tukaj bomo naredili, kar lahko, jaz ne morem govoriti v imenu celotne skupnosti, zaradi tega, ker imamo predstavnike, ki so veliko bolj, bi rekla, delujoči, veliko bolj delujejo na slovenskih tleh kot pa jaz. Ampak vseeno, koliko vidim v Evropski uniji, kar se tiče davkov, je jasno to, da vsaka država članica določa svoje davke. Torej je zelo, zelo različno urejeno v vseh različnih državah. Kar smo pa kar veliko sledila, je mogoče debate, ki so imeli na Portugalskem. V zadnjih letih so tudi sami urejali in spreminjali in skupnost je bila tam izredno vpletena. In veliko so imeli sestankov, v bistvu celi pogovori so trajali mesece. Ne samo 2 tedna in tam je recimo se res pokazalo, da vsaka taka odločitev vpliva na, bi rekla, skupnost, na potenciale za zaposlitev, potenciale za mogoče tudi priseljevanje določenih kadrov in pa tudi na industrijo. Torej ne vpliva samo na posameznike, ki morda držijo kriptosredstva, ampak res vpliva na celotno ekonomijo. In se mi zdi, da bi nekako bilo zanimivo pogledati, kaj si Evropska unija, ampak specifično tudi Slovenija, kar se tiče kripta, dejansko želi. A si želimo, da mogoče posamezniki ostanejo tukaj, ali pa pač nekako bomo vzeli v zakup tudi to neko, bi rekla, nevarnost, da se kdo tudi odseli in kaj to pomeni za posameznike. V Sloveniji se mi zdi, da bi se po eni strani lahko tudi zgledovali po določenih državah, recimo Češka je uvedla zelo nizke davke na kripto in obstajajo druge države, ki so se sistematično odločile za določeno strategijo in jih sledijo. Vem pa, da tudi veliko ljudi se je izselilo v zadnjih letih iz določenih držav, zaradi tega, ker pač morda se niso strinjali z to politiko obdavčitve. Veliko jih se je izselilo iz določene države v drugo znotraj Evropske unije, ampak zadnje leta vidimo tudi trend, da se morda selijo v Dubaj. Veliko recimo Hrvatov poznam, ki so se ravno v zadnjih mesecih izselili in se mi zdi, da morda je malo škoda, zaradi tega, ker pač posameznik ne prispeva samo z davkom, ki ga plača od kriptovalut, ampak dejansko od celotnega poslovanja. In morda tudi podjetništva, ki ga ustvarja. Kreira službe in tako naprej. Tako znotraj države. Tako da jaz bi težko šla v neke podrobnosti, kaj je pravi zakon, kaj ni pravi zakon. Najprej bi rekla, da pač način, kako se pogovarjamo oziroma kako prihajamo do nekih odločitev in potem tudi, kaj je pač dolgoročna strategija. Kje bo Slovenija boljša od ostalih oziroma na kakšen način, kaj lahko naredimo tukaj v primerjavi z spet ostalimi državami, ki morda imajo drugačne prednosti. In kar sem se naučila v zadnjih letih je predvsem to, da si Evropska unija želi imeti neko finančni trg, ki je evropski trg, ampak ne obstaja trenutno. Obstaja finančni trg, ki je francoski, nemški, nizozemski, morda španski, malo italijanski in to je to. In Slovenija ga praktično nima. Imamo pa pač nekaj se dogaja vseeno na kriptu in to je nek nov finančni trg, ki je pomemben za vse, se mi zdi, tudi za Evropsko unijo in nekako vse te odločitve vplivajo na to, kaj se dolgoročno da narediti oziroma kaj se lahko naredi tukaj. Tako da to se mi zdi, da se bo odzvanjalo še v naslednjih dneh zagotovo strani različnih predstavnikov skupnosti. Planiramo tudi dogodek in okroglo mizo na to temo. Ampak se mi zdi, da je kar pomembno razmišljati o teh temah. Pa boste povabili kakšne predstavnike vlade, mogoče odločevalcev? Ja, tukaj predvsem vodi, bi rekla, da Bitcoin skupnost in pa razni predstavniki, kot so Tanja Bivic in pa, tako kot sem menila, Anja Blaj
iz Blockchain Think Tanka, Toni iz društva, Bitcoin društva in tako dalje. Super, jaz tudi držim pesti, da če nič drugega vsaj pride do nekega pogovora, sodelovanja, ker to je res ključno, ne, malo za malo je obdavčevati kripto samo zato, ker ni obdavčen, ne, tudi če greva na sam zakon, kako je zastavljen, ne, ker recimo, če gledava Bitcoin v osnovi, ne, če pogledamo recimo white paper, Bitcoin kot sredstvo sam po sebi je bolj zasnovan kot neke vrste denar, ne, kot elektronski denar, ni v bistvu kapital, ki bi sam od sebe nekaj kreiral, ampak je v bistvu bolj iz vidika digitalno zlato oziroma nek elektronski denar, ne, in tudi vemo, da pač pri nam denarna sredstva, ne, seveda pa zlato tudi na koncu nista obdavčena, ne, tako da recimo iz tega vidika ni smiselno, ne bi bilo smiselno še tega elektronskega denarja obdavčevati, če ga gledamo nanj kot takega, ne, seveda ostali projekti malce drugačni. Kaj mislite iz tega vidika? Ja, zdaj moram iti pravno argumentacijo. Pravno v bistvu kriptoimetja so drugačna od zlata in od recimo fiata in pa plačilnih sredstev, tako da, kot sem prej omenila, vsaj znotraj Mike, pač recimo Bitcoin, Ethereum in pa ostali so kriptoimetja. Evro, ostali dolarji je čisto drugače urejeno. Torej imamo pač nek samo svoje novo imetje, ki pač ni obstajalo prej. Tako. In vseeno lahko sami odločimo, na kakšen način se bo obdavčilo. Obdavčitev kripta na splošno bi rekla, da ni protiustavno, ni prepovedano kakorkoli, ker pač imamo te zadeve v Evropski uniji. Seveda, to, kar se napiše, tako je. Tako, ampak se mi zdi, da spet je pa zelo pomembno politična odločitev, kaj se zgodi v tem primeru. Ker točno vemo, da pač nekdo, ki ima kripto, je večinoma tudi zelo aktiven na tem področju in je večinoma aktiven v mogoče finančnem področju in je verjetno ali sam proizvaja oziroma ima neko podjetništvo in pomaga pri uresničitvi novih delovnih mest, ali pa pač je visoko zaposlen, vsaj del tega, zagotovo. In to potem spet ponovno vpliva na odločitve posameznikov, kako se bojo odzvali na take nove obdavčitve in spremembe. In se mi zdi, da v današnjem času večinoma ljudje, ki mogoče imajo službe, za katere pač delajo online samo, morda, ne vem, pač nimajo take potrebe biti na določenem mestu, je toliko lažje se morda preseliti. Tako da to je kar pomembna zadeva. Tako da ja, tukaj jaz bi ponovno rekla, da se pač mogoče vzame upoštev podobne ureditve držav članic, ki so šle v smer, da pač podprejo to industrijo. Ja, se nekaj časa se je govorilo, da bomo čakali na Evropsko unijo, ne, kako bo neka skupna ureditev glede davkov, potem pa seveda ta poskus, ampak bomo videli ne v četrtek, kakšen je odziv vlade, seveda imamo še prvo, drugo, tretjo obravnavo po tej javni, tako da se bo še kar nekaj govorilo o tem. Prepričan sem, da so tudi prejeli nemalo komentarjev zdaj že iz strani javnosti na tisti spletni strani e-demokracije. Tako da zadeva se odvija. No, mogoče pa pojeva še za konec par malce lažjih vprašanj. Čisto tako, kje se vam zdi, da so največje priložnosti za blockchain v naslednjih 5-10 letih, v javnem, recimo v zasebnem sektorju, kateri segmenti se ti zdi, da bodo najbolj izkoristili to tehnologijo? Zelo dobro vprašanje. V bistvu, kolikor kaže, vsaj ta finančni del je res eden od največjih uporabnikov kripta. Če tako gledamo, veliko smo se pogovarjali o različnih aplikacijah kripta oziroma blockchain na splošno. Govorili smo o tem, da morda lahko s tem neko sledljivost vzpostavimo. So tudi neki evropski projekti, ki delajo na tem nivoju, recimo pri proizvodnji in tako dalje, ampak se mi zdi, da ta finančni del je res najbolj močen in se najbolj vidi v Evropski uniji, v Ameriki in tako dalje. In zdaj vsaj, če pogledam z Evropske unije in kar je vezano na zakonodajo, ta prvi del kriptoimetja, to je urejeno in to smo uredili in se mi zdi, da imamo veliko nekih
aplikacij in uporabnosti, ampak nekako zmagovalci so verjetno borze. So res neki taki, bi rekla, Google kripta. In verjetno veliko stvari bo šlo preko borz, zaradi tega, ker so tiste, ki bojo tudi prvo imeli neko, bi rekla, veliko uporabnikov. Prve imajo tudi zdaj in bodo imele licence, tudi finančne, ne samo za Miko, recimo. In pa na tak način se potem samo akumulirajo neke take aplikacije preko njih. In torej naslednja, kot sem rekla, in tudi na to mogoče, kar računa Evropska unija, je neka tokenizacija, na kakšen način lahko uporabimo recimo blockchain, kripto v tradicionalnih finančnih institucijah. Veliko poskusov se je že dogajalo, vidimo, ne vem, Securitize, Ethena, BlackRock in tako dalje. In mislim, da zdaj, ko regulatorji vidijo, da v bistvu obstaja interes in obstajajo aplikacije in dejansko obstaja tudi neka taka prepričanja posameznikov, ki so v tej industriji, da je dovolj varna za uporabo in da se bo šlo v to, ne glede na to, da obstajajo mogoče neke potencialne težave na začetku, da je potem neki to, kar bi se lahko podprlo. Torej, jaz mislim, da nekako to, kar rečejo tokenize everything, se morda bo zgodilo, ampak do trenutka, ko bo poslovno to tudi nekako, bi rekla, potencialno, zaradi tega, ker je veliko težje tokenizirati nekaj, kot pa samo izdati kriptoimetje, recimo. In zato bomo morali imeti nekoga, ki bo poslovno pač ovrednotil projekt, bo pravno lahko šlo čez in bo tudi finančno se lahko izplačalo. Tako da ta zadeva, a se tokenizira vse, a se bo potem vse tudi trgovalo oziroma bo nek secondary market za vsako stvar, ki se tokenizira, je tukaj vprašanje, ker mora biti nek interes. In se mi zdi, da če pomislim, ne vem, naslednjih 50 let, velika večina uporabnikov bo institucij. Nekako, ne pravim, da si to želim, ampak se mi zdi, da je trend v to smer, da tudi posamezniki postajamo, da nam je bolj pomembno, da je nekaj lahko uporabno, kot pa da je morda decentralizirano ali pa pač, da ima neko zasebnost za tem. In se mi zdi, da veliko novih uporabnikov gre v smer, da je neka aplikacija taka, ki si jo želi uporabljati in da je pač, da se lahko na hiter način uporabi, da so hitre neke transakcije in tako dalje. In bo ostala še vedno neka skupnost začetnikov, ki smo bili, se mi zdi, nekako povezani tudi s tem, zakaj sploh blockchain obstaja in kako se je zgodil, ampak se mi zdi, da procentualno s temi novimi, ki bojo prihajali, bo vedno manjša. Je pa tudi nezanimivost, recimo Slovenija je tudi prejšnji let že izdala obveznico na blockchainu, tako da tudi mi nekaj že delamo v tej smeri, definitivno. Povej mi še čisto tako, recimo, kateri so pa 3 projekti, ki jih ti spremljaš z veseljem, pa so to lahko kriptovalute, blockchain projekti. Kaj se ti zdi zanimivega v tem prostoru? Ja, jaz bi mogoče to, kar vi počnete, se mi zdi izredno pomembno. Podcasti na splošno. In to, da se delijo informacije in da si vzamete čas, da dejansko pokličete nekoga in da pripravite ta intervju in res pridobite čim boljše informacije. Tako da ne kot konkurenco, ampak kot nekaj, kar dejansko konkretno spremljam tudi jaz tedensko, je mogoče Unchained, eden od podcastov, in ravno sem poslušala podcast tega tedna, ker je bil o tokenizaciji. In recimo Ethena in Securitize, kako so se združili in v bistvu na kakšen način delajo na tem področju. Jaz večinoma pač moram priznati za vse bitcoinerje, še vedno sem večinoma v Ethereum ekosistemu in največ tega tudi poznam, tako da se mi zdi, da tukaj spremljam mogoče trende. Kar je bilo zanimivo v zadnjih mesecih, je tudi ta novo vodstvo, recimo Ethereuma, ki pa tudi večinoma podpira finančno tudi pač našo organizacijo EUCI. In se mi zdi, na tak način se bomo morda tudi z novim vodstvom tudi morda malo bolj aktivno udeleževali, bi rekla, teh pogovorov z regulatorji, kar se mi zdi, da navdušena, bo kar zanimivo. Zaradi tega, ker teme bojo večinoma vezane na potencialno regulacijo smart kontraktov, kar si nekako, bi rekla, morda ne želimo. In pa tudi to, kot sem rekla, vprašanje prej,
če bojo odprti blockchaini dovoljeni znotraj za uporabo pri finančnimi institucijami. In pa potem ostali projekti, ne vem, pač jaz spremljam res vse, se mi zdi, da pač si želim videti, v katero smer gre razvoj. In kar sem rekla prej, pač ta finančni svet, DeFi in tako naprej, zdaj vidim uporabo iz strani institucij, ampak kar se mi zdi zanimivo je tudi ta cel non-fungible tokens, recimo Narrative. Jaz sem prvič delala na non-fungible token projektu 2017 in potem pač vidiš, kako se je zadeva pač res noro odvila med korono in spet nekako padla danes in ravno Coinbase je imel pač prejšnji teden na Twitterju zanimive debate o tem, spet tokenize everything, tokenize your content, ne? In kaj se bo zgodilo na tem področju, ampak jaz se mi zdi, da pač morda sem preveč pesimistična, to mi vsi povejo, vsi moji kolegi, zato ker preveč vnaprej vem, kaj bo regulirano in na kakšen način. In se mi zdi, da na tak način potem lahko hitro oceniš nek projekt, da morda ne bo toliko uspešen, zato ker veš, koliko pač nekega dela bo potrebno uplesti, da bo res lahko širše dostopen, kar pomeni, da bojo nekako morali upoštevati določena pravila. Ja, definitivno. No. Je pa tudi kriptovalute ne so globalno sredstvo, tako da imamo še druge trge, ne samo Evropske unije. Mogoče, hvala Bogu. Malo za hec. No, evo pa še zadnje vprašanje. Če bi ti imela čisto popolno svobodo oblikovati zdaj prihodnost blockchaina v Evropi, kaj je prva stvar, ki bi jo spremenila, prvo pravilo, ki bi jo uvedla oziroma spremenila, kaj bi naredila? Wow. Mislim, da eno od najpomembnejših pravil in težav, ki jih imajo trenutno projekti, je ta, da, kot sem že rekla, če izdaš kriptovaluto, moraš napisati belo knjigo, white paper. In trenutno izdajatelji kriptovalut večinoma pišejo te bele knjige in je popolna odgovornost na njih, ker podpišejo to belo knjigo. Ne samo zato, kako bo projekt potekal in za resničnost podatkov, ampak tudi zato, da v bistvu bo cela prodaja in vse skupaj potekala fair in po nekih pravilih, kar je skoraj nemogoče zagotavljati. Torej, v bistvu zaradi tega veliko izdajateljev trenutno je postavljenih pred to dejstvo in ne izdajajo javno tokene in se ne listajo nove kriptoimetja na borzah, kar pač v bistvu zelo, zelo omejuje trg. In to bi prvo spremenila pač zagotovo. O tem se tudi pogovarjamo z Evropsko komisijo in seveda drugimi temami, ampak ta je en tak zelo, zelo konkreten in zelo, zelo kratek. Pač druga stvar je pa, kar sem prej rekla, da pač moramo nekako biti neutralni, kar se tiče tehnologije in vse različne blockchaine pač pustiti, da se uporabijo za različne use case in potem vidimo pač, kateri so sploh uporabni, kateri so varni, kako bojo institucije ocenjevale varnost teh in se vidi, kateri so dejansko koristni tudi na splošno. Ok, super. Marina, no, najlepša hvala. Mislim, da so bila kar obsežna, kar veliko stvari odgovorila, povedala našem občinstvu, tako da še enkrat najlepša hvala, ki si vzela čas in užitek te je bilo spoznati. Enako, hvala. Hvala ti.